Vesel, da vas spet vidim. Max Michael Mikša Adler, Janka Adler, Terezija Arnstein, Lili Arvaj, Vera Arvaj, Vincenc Arvaj, Miroslav Fritz Auš. Na oder vabim slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, gospod glavni rabin, oba škofa, superintendent, drugi visoki gostje, dame in gospodje. Danes je, nocoj je, na predvečer jutrišnjega dneva spomine, mednarodnega spomina na žrtve holokavsta, prava priložnost, da se spomnimo zelo povedne, sporočilne izpovedi nemškega pastorja, ki se je po vojni počutil zelo osramočenega, ker niti ni poskušal ničesar narediti, ničesar spremeniti ali pomagati, da se ne bi zgodilo tisto, kar se je zgodilo pred vojno in med njo. In je, kot se spomnimo, vsi zapisal naslednje pomenljive misli. Prišli so po Žide in ker nisem bil Žid, sem molčal. Prišli so po katolike in ker nisem katolik, sem molčal. Prišli so po konzervativce in ker nisem konzervativec, sem molčal. Prišli so po komuniste in ker nisem komunist, sem molčal. Naposled so prišli pome in ni bilo nikogar več, ki bi rekel kakšno besedo zame. Ob prvi obeležitvi spominskega dne, 27. januarja 2006, je generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan rekel sledeče, citiram: Nedopustno je sprevračanje tragedije holokavsta. Ta je brez primere. Moramo se ga spominjati s sramom in studom, tako dolgo, kot bo ostajal človeški spomin. Samo s spomnjenjem bomo izkazali primerno spoštovanje vsem žrtvam. Milijoni nedolžnih Judov in ostalih manjšin je bilo umorjenih na nepredstavljivo barbarski način. Nikoli ne smemo pozabiti teh mož, žena, otrok in njihove agonije. Spoštovane dame in gospodje, danes sem, preden sem prišel v Mursko Soboto, v Lendavi, po običaju, po tradiciji, na židovskem pokopališču, drugem največjem v Sloveniji, položil venec pred spomenik v spomin žrtvam fašizma. Potem sem obiskal, kot je bilo rečeno, prijazno strani župana, gospod Eriko First, prav tako po tradiciji. Že pred leti, ko je bila še bolj pri močeh, sva skupaj položila venec na spomeniku v Lendavi, ali se predtem, potem srečala v sinagogah in obeleževala spomin na žrtve holokavsta. Ona je ena zadnjih pričevalk.
ni najstarejša. Iz Auschwitza imamo še nekaj gospa, ki so še pri močeh, da lahko izpovejo svojo bolečino in nas spomnijo. Vendar pa neposredne žrtve tragedije pred, zlasti pa med drugo svetovno vojno, tudi žrtve holokausta, tudi tiste, ki so ostale, počasi izginjajo. Zdaj, mi, tukaj, slovenska in mednarodna skupnost, smo na nek način moralni dolžniki, da ohranjamo spomin na to strašno tragedijo človeštva, na holokaust in na vse, na vse okoliščine, ki so ga porodile in zlasti v času druge svetovne vojne razširile do nepredstavljivih razsežnosti. Holokaust je bil proizvod zavržne ideologije. Seveda pa je dobil, kot sem dejal, svoje nepredstavljive razsežnosti v času druge svetovne vojne, ko so se glede Židov odločili za dokončno rešitev. Danes poteka prireditev tukaj v Lendavi pod pomenljivim krikom človeštva nikoli več. Nikoli več vojne, nikoli več takega moralnega dna človeštva, kot je bil holokaust. Naj rečem, da se mi zdi mogoče ohraniti mir in varnost za sedanjo in prihodnje rodove samo pod pogojem, če bomo v zlasti sedanjih, precej napetih mednarodnih odnosih uspeli ohranjati in krepiti 3 pomembne kulture. Najprej kulturo spominjanja, zaradi česar je Organizacija združenih narodov tudi proglasila Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Da ne pozabimo, da se spomnimo. Tudi župan je prav rekel, ko nas je pozval, da nikoli tudi naslednje generacije tega ne pozabijo. Potem v primeru pozabe obstaja toliko večja verjetnost, da se take tragedije ponovijo. Spomin sam ne preprečuje, da se ne bi zgodile, pomaga pa pri tem, da se zavemo nevarnosti in tveganj. Poleg kulture spominjanja je druga pomembna kultura, kultura dialoga. Ljudje smo različnih mnenj, različnih prepričanj, izpovedi in vendar se moramo truditi, da živimo v skupnosti, ki vse to na nek način tolerira in poskuša spraviti do nekih skupnih imenovalcev, ki omogočajo napredek. In to napredek na boljše za veliko večino ali za vse. Ta kultura dialoga je zlasti v časih, ko nas preizkušajo različne krize, tudi sama na preizkušnji. In z tega mesta vas prosim, da kolikor je mogoče sami pri sebi in mi vsi pri nas skupaj, naredimo vse, da ne zgubimo zaupanje v to kulturo dialoga, da jo plemenitimo, da seveda svobodno izpovemo vsako svoje še tako drugačno stališče. Da na drugi strani spoštljivo kritiziramo od nas različno stališče drugega in da raven kulture dvignemo visoko s tem, ko poskušamo ta različna stališča tudi usklajevati in pripeljati do nekaterih kompromisov, ki so pomembni za to, da družba napreduje. In tretja kultura, ki jo moramo, in danes je to zelo pred očmi, tako domače kot svetovne javnosti, posebej skrbno negovati, je kultura mirnega reševanja vseh sporov. Če in kolikor bomo mi, kot Slovenci, kot slovenska skupnost, mi vsi kot svetovna skupnost, gojili te 3 kulture, potem obstaja možnost trajnega miru. V pogojih miru pa so še tako težki problemi rešljivi,
če jih v strpnem dialogu in na spoštljiv način prediskutiramo, se dokopljamo do kompromisov in na miren način potem tudi uveljavimo.